Ignacija in njen angel. Pri belih vodah je nekoč stal velik grad z mogočnim obzidjem in visokimi stolpi. V njem sta živela grof in grofica, ki nista imela moškega potomstva, ampak samo eno hčer. Ime je bilo Ignacija. Bila je lepa, uglajena in pametna, a oče in mati z njo kljub vsemu nista bila povsem zadovoljna. Vse predolgo si je namreč že izbirala ženina in bilo ju je strah, da bo graščina nazadnje ostala brez naslednika. Ko je bila Ignacija še deklica, so ji grajske gospodične prvič pokazale skriti tolmun pod izvirom, iz katerega so se napajala jezerca, ki so obkrožala grad. V najčistejši vodi, kar jo je kdaj videlo človeško oko, so se ob sončnih jutrih včasih okopali angeli. Kdor se je približal po prstih in je imel res srečo, da so bili ravno tam, jih je lahko skrivaj opazoval. V rosnih travah so odložili krilca in se pognali vodo, da jo škropila daleč naokoli. Plavali so v globine, se prekopicali čez brzice in se poigravali z ribicami, ki so jih bile nadvse vesele. A če so le zaslutili človekovo bližino, so si v hipu spet nadeli krilca in odleteli. Ko si bom izbirala moža, bo moral biti natanko tak, kot bi bil eden izmed njih, je takrat dejala Ignacija. Take lepote na tem svetu že ne boš našla, pa tudi, če jo boš iskala vse življenje in ti bomo še me pomagale, so se ji smejale grajske gospodične. Pa se bom pač poročila z angelom, je bila trmasta grofova hči. Čeravno je bila še otrok, se je drzna misel zapisala tako globoko v srce, da je ni mogla nikdar več pozabiti. Tudi še sedaj je tuhtala le v tem, kako bi se približala angelom, ne da bi se prestrašili in odleteli. Upala je namreč, da bo kateri izmed njih opazil njeno naklonjenost in se ne bo mogel upreti njenim ženskim čarom. Staremu grajskemu vrtnarju, ki je vsa ta leta vedel o njenem hrepenenju, se je naposled tako zasmilila, da je razkril skrivnost. Če se navsezgodaj pritihotapiš do tolmuna in angelu skriješ krila, ne bo mogel več odleteti, je prišepnil. Če pa krila potopiš vodo, se bodo razmočila in moral bo za zmeraj ostati ob tebi, je še dodal. Vendar pa ti svetujem, da o tem prej še enkrat res dobro premisliš. Angel, ki bo tako moral ostati na zemlji, bo včasih zelo žalosten in nenehoma boš morala skrbeti, da mu ne bi od bridkosti počilo srce. Ignacija je vso noč premišljala, a se ni mogla upreti skušnjavi.
Jutro za jutrom je pritajena v cvetnem grmu čakala, da bodo spet prileteli angeli. Ko pa se je to potem res zgodilo in je tudi najlepši med njimi odložil svoja bleščeča krilca, jih je pograbila in zalučala vodo. Nastal je tak vrtinec, da se je voda v tolmunu hipu spenila. Angeli so v tej zmešnjavi pograbili krilca in odleteli naravnost v nebo. Le najlepši izmed njih, ki jih je seveda zaman iskal, je spuščenih rok obsedel na kamnu in je komaj prišel do sape. Napravila sem to samo zato, ker se nisem mogla upreti svoji srčni želji, mu je prišepnila, ko je končno dvignil pogled. Obljubim ti, da moja silna ljubezen ne bo nikoli usahnila in bom storila vse, da ti bo lepo z mano. Angel je molče sprejel ponujeno roko in odšel z Ignacijo na grad. Oče in mati sta se ga razveselila, saj sta že skoraj nehala upati, da se bo hčerka sploh kdaj poročila. Že čez 7 dni so pripravili poroko in gostijo, da je še ni bilo enake v vsem kraljestvu. Stari grof je ženinu predal ključe vseh grajskih vrat in si odpasal tudi z draguljo kovani meč, ki je že stoletja potoval v roke naslednikov. To je pomenilo, da je nebeški angel postal zemeljski grof in gospodar širne ter rodovitne pokrajine v belih vodah. Ko je mladi grof potem prvič obhodil svoja posestva, mu ni bilo niti malo povšeči, da morajo podložniki plačevati davek in večino svojega pridelka pripeljati v grofovske kašče. Zaradi tega je bil nadvse žalosten in tudi mlada grofica, ki ga je imela zelo rada in se je bala, da mu ne bi počilo srce, je privolila, da sta še tisti dan oklicala nove zakone. Ti so sporočali, da podložnikom ni bilo več treba plačevati davka. V grofovske kašče pa so lahko pripeljali le še viške in prostovoljne prispevke. Kmalu je mladi grof obhodil še vasi in trge v pokrajini ter ugotovil, da je po vogalih vse preveč revežev. Tudi to ga je nadvse razžalostilo in zlahka je prepričal mlado grofico, da so bila lahko grajska vrata odslej noč in dan odprta za vse, ki niso imeli kaj za podzob ali niso drugje našli strehe. Grad o belih vodah se je tako spremenil v varno prebivališče klatežev in obubožanih družin, ki sicer niso mogle preživeti svojih otrok. V nedeljo sta šla mlada prvič na obisk na sosednji grad. Mladi grof je videl, da je sosed skorajda povsem obubožal, saj zemlja na njegovih posestvih ni bila dovolj rodovitna. Že nekaj let zapored pa je dolino prizadejala suša. Bil je sočuten in se je nadvse žalostil. Zato je mlada grofica, ki se je bala za njegovo mehko srce, privolila, da sta sosednjemu graščaku odstopila del svoje zemlje.
Tako sta potem darovala in pomagala tudi vsem drugim, ki so bili v stiski. Ljudje so ju zaradi tega spoštovali in so ju imeli radi veliko bolj, kot navadni ljudje ponavadi ljubijo Gospodo. O usmiljenem in darežljivem grofu se je razvedelo po vsem kraljestvu in kmalu so tudi oddaleč začeli prihajati po miloščino. Raznesli so pomalem vse bogastvo, ki se je skozi stoletja kopičilo v belih vodah, tako da so od gradu na koncu ostali le zidovi. Toda mladi grof in grofica zaradi tega nista bila zaskrbljena in si tudi nista bila v laseh. Ignacija je namreč svojega izvoljenca še zmeraj ljubila bolj od vsega in je skrbela le za to, da se ne bi po nepotrebnem žalostil. Ko sta na koncu ostala res brez vsega imetja, sta se bosonoga odpravila po svetu. Uživala sta svobodo večnih popotnikov, ki so lahko kolovratili brez cilja in se veselila novih in novih brezskrbnih dni. Vsak, ki ju je srečal, lahko že oddaleč videl, da sta zaljubljena in srečna, kot so lahko le redki. Naneslo je potem, da sta se ustavila na glavnem trgu pred Blatogradom, kjer so ravno sodili tatovom. Med obtoženimi sta bila cigan in njegova žena, ki sta se ponoči pritihotapila na dvor in ukradla pest dragih kamnov iz kraljeve krone. Njun greh je bil v sodnikovih očeh tako velik, da nista mogla pričakovati milosti, čeprav sta imela 7 majhnih otrok, ki so se ju strahoma oklepali. Mlademu grofu, ki je bil po potnih capah videti kot navadni potepuh, so se nebogljeni ciganski otroci zasmilili. Ne da bi pomišljal, je stopil pred sodnika in rekel: Priznam, da sem ukradel drage kamne iz kraljeve krone in jih na trgu za klobaso in preste prodal ciganu. Prosim vas torej, da me pravično kaznujete, nedolžnega očeta teh nepreskrbljenih otročičkov pa izpustite iz okovov. Sodnik se je čudil priznanju in mu ni želel verjeti. V kraljevi dvorani, kjer so bili ukradeni dragi kamni, smo našli tudi bosonoge ženske sledove, je nejevoljen odvrnil. To pomeni, da sta bila tatova 2 in sta bila torej lahko le ta, ki so jo davi privedli biriči. Ti pa si najverjetneje le izmišljaš, ker se ti smilijo njuni otroci. Tedaj je stopila pred sodnika še grofica Ignacija, ki je bila v popotnih capah videti kot navadna beračica, in je rekla: Priznam, da sem mu pomagala ukrasti drage kamne, ki sva jih na trgu za klobaso in preste prodala ciganu. Prosim vas torej, da me pravično kaznujete, nedolžno mater teh lačnih otrok pa izpustite iz okovov. Sodniku tako ni preostalo drugega, kot da je velel izpustiti cigana in ženo, potepuha in beračico, ki sta sama priznala krivdo, pa je obsodil na smrt. Tvoja ljubezen je bila tisto najlepše, kar sem kdaj doživel, zato mi ni bilo nikoli žal, da sem kot človek hodil po zemlji.
je mladi grof dejal Ignaciji, preden je položil glavo pred rablja. Tvoja dobrota je bila tisto največ, kar lahko človek najde na tem svetu. Zato mi ni žal, da moram umreti, je odvrnila mlada grofica in položila glavo ob njegovo. Kmalu po tistem, ko je kruti rabelj opravil svoje, se je Ignacija vsa presenečena zbudila na drugem svetu. Ob njej je stal njen mladi mož, ki je imel zopet angelska krila in se je smehljal v pozdrav. Oklenila se je njegove ponujene dlani in vstala, čeprav ni čutila tal pod nogami. Ustrašila se je, da bo padla, in kriknila: "Zamahni vendar že s krilci, moj ljubi angelc," je dejal in jo povlekel v brezmejno prostranost in večno prostost. Ignacija je res zamahnila s krilci in lahkotno poletela za njim, saj je bila namreč zdaj tudi sama že angelsko bitje. Minilo je od takrat že veliko let in njun grad o belih vodah že zdavnaj ne stoji več. Ostala pa je ta pravljica o dobrem grofu in zaljubljeni grofici, ki jo dedki in babice s posebnim spoštovanjem pripovedujejo svojim vnukom. Ostalo je tudi jezerce in bistri tolmunček ob izviru, v katerih se, pravijo, že dan današnji kdaj okopata. A nihče ju ne gre zjutraj tja niti na skrivaj pogledat. Nihče namreč ne želi premotiti njune sreče in večne ljubezni, ki je prinesla tem krajem toliko dobrega.